Ja, hvala lepa. Razumemo, da te stvari na papirju dobro igrajo, ampak praksa je pa drugačna in se vleče že zelo dolgo časa. Zdaj, če ponazorim precej laično celo to strukturo glasbenega, da rečem, trga, če si sploh upam umetnosti dati ta ekonomski nek termin, imamo tukaj tri dele. Imamo tega delavca oziroma podjetnika, ki proizvaja, daje svojo storitev, imamo na drugi strani odjemalce na trgu, ki so radijske postaje in javni prostori in tako naprej, in imamo vmes to eno organizacijo, ki služi kot neka, dajmo temu reči, računovodski servis, ki gleda, kaj se porabi, na kakšen način in kako je ovrednoteno. In zdaj, problem, ki nastaja pri avtorjih je, da tudi če vedo, koliko se porabi njihove storitve, ne vedo in nimajo pogleda v to, kako je ta storitev ovrednotena. Ali pa, če to dam en primer enega delavca, recimo, ki, ne vem, naredi 100 opek na dan, ve, da jih je naredil 100 opek na dan, ampak v tem primeru ne bi vedel, koliko zasluži na eno opeko. To je problem, ki se pojavlja med glasbeniki v glasbenem trgu, da tako rečem, in vprašanje, ki se vedno ponavlja, je, na kakšen način sploh ima avtor dejansko vpogled v to vrednotenje. Na relaciji ta, da rečem, računovodski servis in odjemalci se sklepajo neke individualne pogodbe in dogovori, kako se dela ovrednoti. Glasbenik pa ne ve, na kakšen način ima vpogled v sistem predvajanj, kako je ovrednoten, koliko je bilo predvajano, kje je bilo in na kakšen način. Tukaj se pojavlja vprašanje, koliko sploh tržni inšpektorat svoje delo uporablja. Hvala lepa.